sem se nekje pri sebi odločila, ja, jaz imam lahko fanta, sem ne bo trajalo. Jaz sem nikoli pozabila, jaz z Igorjem, to je bil moj prvi fant, jaz sem bila tako noro zaljubljena. Ampak jaz sem prvi teden, ko so bila midva skupaj, ali pač kakorkoli, sem rekla, se ne bo trajalo. Pač sama pri sebi, ne njemu, ne. In ni, ne. Ja. Nisem mogla ful enih stvari pri sebi predelati. Zato tudi pravim, da pač Gorazd je prišel v obdobju v življenju, ko sem bila jaz pripravljena na vezo, ko sem jaz verjela, da sem sposobna kreirati zakon, ki traja. In tudi danes midva tak odnos, ko imava, tu je pač, jaz sem na neki točki, ko je bilo res, ne vem, jaz sem pol še, je bila še ena taka veza, ki mi je bilo res tudi wow, no, pač z Miltonom, ko sem bila v Kolumbiji, to je bilo tudi pač ena veza, ki sem se res videla in mi je bilo pač res težko iti narazen. Tako da tu sta dve osebi, ki sta mogoče najbolj zaznamovala ta moški svet, ali kaj bi rekla. In pri vsakmu sem nekako nekaj videla, kaj pa mogoče še vse glih manjkalo, da bi bilo pa meni res to. Ampak po tistem sem jaz napisala v dnevnik 2 strani, ampak tu res takih detaljnih stvari, kakšen, ga si jaz želim fanta. In ko smo bila midva z Gorazdom že skupaj, bili sva se skupaj preselila, on je bil na šihtu, jaz sem bila sama doma, bil je en četrtek, ki je delal popoldne, še zdaj se uživa spomnim, in sem zvečer sedela na postelji in sem slučajno tisto našla. In sem začela tako jokati, ker nisem mogla verjeti, da dejansko čist vse ali ne je, pač ima. In res, mislim, pač toliko sem hvaležna, da sem bila prvič pripravljena skreirati, potem pa delati na tem, da sem verjela, da to lahko pretegnem. In verjamem, da to, kar imava midva, pač ni samoumevno, da je pač, da sem se mogla tudi jaz ful spremeniti, pa narediti na sebi, da je tako, kot je. Dobro, pa ker smo že glih pri tem, ponavadi to vprašanje prišparam na koncu, ampak bova pa medva prvo pa šla pol te strasti in kariero raziskovati. Kaj je zdaj ta srčika vajnega odnosa? On v meni vedno vidi, da sem jaz noro izjemna. Pač jaz, ko sem bila, na primer, evo, ki si rekel ups and downs. Ja, midva, na primer, tisto leto pred poroko, mislim, midva sva skozi eno nogo ven iz zveze, z drugo pa v poroki. Mislim, to je bilo kaos, kaj sva vse čez dala, ampak midva sva skupaj 3 leta pa pol, pa imava tak odnos, ki ga jaz pač nisem sposobna bila z nekaterimi v 10 letih prijateljstva skreirati. Pač mislim, tu je, ne vem, res, pač nimam z nobeno osebo tak odnos. In ko je bilo meni res na neki točki ful težko, sem imela geslo za računalnik in mi ga je zamenjal in mi je dal geslo za računalnik izjemno sem. Zakaj? Zato, ker vsak dan pač tipkam tu, da si bom v podzavest zapisala. Mislim, pač, to so take ene malenkosti, ko pač dejansko kreiraš drugo osebo, pač ne glede na to, kaj se z njo dogaja, večno kot izjemno in večjo, kakor se v tistem trenutku mogoče sama vidi. To je to, kar moj mož konstantno dela. In prvoščen čisto vsaki ženski, da ima doma tazga, ki jo vidi kot izjemno, ne da se mu mora skozi nekaj dokazovati, pa ono pa tretjo in tako naprej. Pač jaz sem imela prej v prejšnjih vezah, da sem bila ful nesigurna, da sem skozi iskala potrditve, tule pa kakšne potrditve, sploh ne rabim nič narediti, pa me nos po rokah, če tako gledam. Ni bilo takoj, je tudi on mogel se malo izgraditi, pa vse, pa ful smo drug drugemu pomagala, pa ful čez enih situacij šla, ampak danes je definitivno pač luč tu. Da se mi zdi, da se ne jemljeva za samoumevno, da skozi delava na odnosu, da sva res hvaležna, da imava drug drugega, da si to tudi poveva, da kljub temu, da imava otroka, še vedno najdeva čas za naju, ne vem, za naju so na primer najini sprehodi in meni so pogovori nekaj, kar je najino, pač brez tega ni najine veze. In jaz lahko njemu vse povem, praktično mi je najboljši prijatelj, imava skupne vrednote, imava isti pogled na svet, imava skupno vizijo, pač tudi skupne cilje, ne pa vse, imava tudi vsak svoje, ampak tisto, kar se mi zdi neprecenljivo, je to, da sva lahko to, kar sva, pa pač je dovolj.
se mi zdi, da je res